Lepo pozdravljeni na današnjem Coffee to Connect. Danes bomo naslavljali trajnostno rast, ki jo vidimo kot tisto ključno, ko razmišljamo na dolgi rok v izhodu iz prihajajoče gospodarske krize in iščemo z njo ravnovesje med naravo in gospodarstvom. S tem ciljem smo teden dni nazaj v AmCham Slovenija ustanovili tudi, ponovno zagnali tudi komisijo oziroma delovno skupino, ki bo naslavljala trajnostno rast, predvsem kot izhodno strategijo iz gospodarske krize. Danes bosta z nami magistra Ladeja Godina Košir, predsednica Evropske platforme deležnikov za krožno gospodarstvo, ter ustanoviteljica in izvršna direktorica Circular Change. Ladeja, živjo! Lep pozdrav vsem skupaj in se zelo veselim današnjega pogovora. Z nami pa bo tudi Ana Struna Bregar, izvršna direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev. Ana je tudi pobudnica Nacionalnega zavezništva za zeleno okrevanje, ki ima zdajle, če se ne motim, že preko 100 podpornikov. Ana, pozdravljena. Lep pozdrav tudi z moje strani. In najlepša hvala za povabilo. Ta dan bi jaz imenovala kar zeleni petek. Dobrodošli torej na zelenem petku. Vse, ki nas spremljate, kar veliko vas je, vabim, da nam tudi zastavite vprašanja, da bomo kar se da praktični. Najprej pa bi gosti vprašala, kaj sploh, ko pogledamo na neko trajnostno rast, zeleno okrevanje, ABC. Ladeja, pa bi prosila kar tebe. Ja, odlična iztočnica, hvala. Dobro je, da vemo, o čem govorimo. In najširši okvir, mogoče prav v tem času še bolj ponotranjen je, da celotna zgodba je vezana na kakovost življenja. Kako kakovostno živeti in kaj vodi do te kakovosti. Zdaj pa ABC. Najprej govorimo o trajnosti, se pravi, to je vizija. Nekaj daljnoročnega želimo živeti v okolju, v družbi, v gospodarstvu, ki bo nam omogočalo to kakovost bivanja. B, cilji trajnostnega razvoja. V njih smo se zavezali, kako to vizijo uresničevati. In C, bi rekla krožno gospodarstvo, kot tisto orodje, how to, kako uresničiti cilje trajnostnega razvoja in kako priti do trajnostne družbe. Na kratko, za začetek. Ladeja, hvala. Ana, kako pa ti gledaš na ABC trajnostne rasti? Jaz bi pogledala na tako, da je najprej potrebno razumeti kontekst, v katerem se je naša generacija znašla. Torej, globalni izzivi in trendi, ki smo jim priča, da smo v bistvu prva generacija na tem planetu, ki bolj spreminja naš planet od zunaj, torej da smo se znašli v fazi antropocena, kjer bolj spreminjamo mi zemeljsko poloblo kot podnebje samo. Tega se moramo zavedati tako na nivoju politike, finančnih inštitucij kot gospodarstva. Drugo je, da so pritiski širše družbe, torej posameznikov, sodišč, konkurence in nevladnih organizacij tako močni na odgovore teh sprememb, da je potreba nujna in da tega ne moremo prezreti, tako na globalni ravni, kot tudi na lokalni. In tretje je, da ta tranzicija iz tega neoliberalističnega sistema bo izjemno draga, da bo izjemno tehnična in kompleksna, medsektorska, in tukaj je pomembno predvsem, da bo tudi izjemno transparentna, ker v tej tranziciji bo predvidenih največ sredstev, če imenujemo, da je to podnebna revolucija, je več sredstev predvidenih, kot jih je bilo v agrarni revoluciji, industrijski ali digitalni, in porabljena bojo mogli biti transparentna, preprečevati moramo greenwashing, ker beseda trajnost je nenazadnje tudi ena izmed najbolj zlorabljenih besed v zadnjem času. Hvala. In če gremo, obedve sta omenili tudi, da gre za trajnost kot vizijo, da gre potem za cilje kot tisto, kar lahko implementiramo. In če zdaj gledamo na to krizo kot točko preloma,
kjer se je treba lotiti sistemskih sprememb. Smernice so začrtane od 17 ciljev globalnega trajnostnega razvoja na globalni ravni do zelenega dogovora, ki ga je lani sprejela Evropska komisija. Ogromno je teh iniciativ, Slovenija je recimo vključena tudi v Climate Kick. Kateri pa so tukaj v tem razpršenem zemljevidu akterjev nujni naslednji koraki, ki jih moramo zasledovati vsi? Ladeja, mogoče bi tebe prosila najprej. Ja. Najprej bi še en kontekstualni okvir dala, da ne bi mi pozabili, da ta tranzicija, katere se zdaj lotevamo in lahko jo imenujemo zelena tranzicija, sloni na nečem, na okoliščinah, ki so nas k temu spodbudile že pred covidom. Nam se zdaj včasih zazdi, zdaj smo pa prišli do trenutka zaradi zdravstvene krize, da se moramo spreminjati. Vsi problemi, vsi vzorci, ki smo jih imeli še pol leta nazaj, so še vedno tukaj. Tako da, zakaj sploh govorimo o tej spremembi? Bistveno je to, kar je že Ana omenila, kako se mi kot civilizacija obnašamo. Mi smo podvojili porabo materijala, recimo, če vzamemo Kitajsko, je v 3 letih porabila toliko materijalov različnih kot ZDA v celem 20. stoletju, ko so se izgrajevali. Tako kot je naš sistem naravnan, bi se v naslednjih 40 letih poraba materijalov, spet smo pri tem, podvojila, kar je nemogoče, ker imamo še vedno samo en planet. To, kar smo prej govorili, planet je en, planeta nista 2, če bi nadaljevali, tako bi rabili 3. Potem recimo proizvodnja odpadkov, spet govorimo o tem, kako mi delujemo, bi se na naš način povečevala za 70% do leta 2050. Odpadkov več za 70%. To so vsa dejstva, ki so nas čakala pred pandemijo. Se pravi, zdaj, ko govorimo o tem okrevanju, seveda, bistveno je, da zdravstveni sistem deluje, absolutno, in to je eden od sistemov. In zdaj prihaja do izraza to, kako so ti sistemi med seboj soodvisni in povezani. Se pravi, ko naslavljamo zdravstveni sistem, ne moremo spregledati celega gospodarskega sistema, ne moremo se izogniti izobraževalnemu sistemu. Tako da mislim, da je to, kaj nam je ta kriza, ta pandemija prinesla, je res ozaveščanje tega sistemskega pristopa, da to ni neka floskula, kaj je zdaj ta sistemski pristop, ampak da nam je pokazalo to našo soodvisnost. V času, ravno pred pandemijo, je bil sprejet akcijski načrt za krožno gospodarstvo v marcu in ta zelo jasno narekuje, kako naj se stvari implementirajo. Prej se nekaj, krožno gospodarstvo je predvsem nek način ali pa model, kako implementirati. In tukaj gre zelo konkretno in po področjih, recimo elektronika, gradbeništvo, prehrana, kemijska industrija, plastika, naslavlja te in daje konkretne recepte, če temu tako rečemo. In cilj tukaj seveda je, da spet se nanašam na to, kar je Ana rekla, da sredstva, ki zdaj prihajajo zaradi zdravstvene krize in zaradi gospodarske, ki nas bo šele zares udarila, da se investirajo v to, da se bodo te modeli, poslovni, ki jih imamo, preobražali v smeri zelenega, trajnostnega, krožnega. In tukaj zdaj iščemo ta stičišča in tle je res poziv slovenskim tudi podjetjem. Veliko je zdaj razpisov, se bomo tega še dotaknili, pa veliko je sredstev za to, spodbuja se inovacije, kar je zelo, zelo pomembno, da ne pozabimo, inovirati je treba, kreirati je treba. In zakaj? Ja, zato, da bomo našli načine, da bomo konkurenčni in da bomo v sožitju narave, družbe, človeka in pa ekonomije, ki mora biti vedno seveda naravnana tako, da na dolgi rok prinaša pozitivne rezultate delovanja. Tako da se lahko potem vrnemo še konkretnemu, ampak mislim, da je to ena smernica. Ana, bi ti kaj dodala? Jaz bi dodala, da dejansko zeleni dogovor, ki je bil sprejet lani decembra, je dejansko zanimiv dokument. Zelo dobro ima noter opredeljeno vizijo, kam bi mogli iti, in tudi že nekako roadmape in smernice za področja tako po horizontali, čez cel sistem gospodarstva in družbe, kot po sektorjih posamičnih, ki so že aktivni na teh področjih doseganja nizkoogljičnih ciljev. Tako kot je Ladeja omenila krožno, dejansko je narejena tudi strategija za trajnostno financiranje.
ker vedno na koncu, v katerem koli sektorju se dotaknemo nekih rešitev, pridemo do financ. In potrebne so investicije, potrebna so vlaganja. Tukaj je pomembno, da Evropska unija nastavlja pravila, da se določi, katere gospodarske dejavnosti so zelene, kaj jih opredeljuje, tako da ko nekdo reče trenutno, jaz sem trajnosten, jaz delujem trajnostno, to lahko razumemo popolnoma drugače, vsak svojega zornega kota, ampak tukaj morajo postati stvari primerljive in merljive. Zato je ta pomembna povezava tudi z digitalizacijo in obvladovanjem podatkov, ki nam bojo določali, da se bo preprečevalo zlorabe in da bojo ti učinki, ki jih moramo doseči, merljivi in primerljivi. Tako da tukaj v bistvu je narejena strategija za krožno, narejena je industrijska strategija, finančna, še precej jih je v bistvu, če se pogleda ta zeleni dogovor, jih je precej nastavljenih. Financiranje se bo gotovo spremenilo, zdaj, ko je bila korona kriza, so prihajali pritiski od določenih držav, da nima smisla zelenega dogovora slediti. Vendar recimo na drugi strani se pojavljajo iniciative, ker se Macron in Merklova sta recimo v ponedeljek podpisala skupni dogovor za doseganje in da je treba okrevanje s korono reševati tudi podnebne in druge izzive. Ker sam to bi še dodala, da v tej krizi zdaj s covidom smo se znašli nepripravljeni. V naslednjih smo lahko veliko bolj pripravljeni. Zadnji dogovori v bistvu tudi v sklopu zelenega dogovora so bili nekaj dni nazaj sprejeti od vil do vilic, pa še nekatere strategije, ampak vezano na sredstva in samo trajnostno financiranje je Evropska komisija objavila EU taksonomijo, ta sistem razvrščanja, kdo je trajnosten in kdo ni. Kaj ta taksonomija sploh sporoča? Se pravi, daje neke opredelitve, katere industrije so trajnostne in ne, in kako se navezuje na financiranje, mogoče tako konkretno. Tukaj ni, katere industrije so, ampak vsak ima možnost se zdaj preusmeriti in biti bolj trajnosten. Torej marsikatero podjetje se boji tega zelenega in si misli, s tem bom jaz izgubil posel, in niti ne podpirajo, niti ne želijo podpirati. Na drugi strani pa imamo vizionarje, ki vidijo v tem priložnost tako konkurenčno kot dodano vrednost k družbi, ker marsikatera podjetja in ljudje ne želijo več delati v podjetjih, ki ne dajo dodane vrednosti nazaj družbi. In tukaj je to poslanstvo, da vsako podjetje bi moglo nekaj vračati, ne samo onesnaževati in povzročati probleme. Tako da v bistvu ta taksonomija pomaga vsakemu sektorju opredeliti kriterije, kako pogledati sebe navznoter in sebe v verigi in zahtevati od drugih. Ker recimo velika podjetja, ki imajo nad 500 zaposlenih in so zavezana k trajnostnemu poročanju, k nefinančnemu poročanju, začenjajo tudi v svoji verigi zahtevati od manjših podjetij, da s podobnimi kazalniki začnejo odgovarjati. Ker ne nazadnje recimo podjetje, korporacija, smo bili v kontaktu, smo jih vprašali, no in kakšen ogljični odtis imate vi, a ste ga že izračunali? Smo rekli, ja, izjemnega imamo, v bistvu smo vse svoje enote, ki so povzročale onesnaževanje, smo jih prodali in v bistvu so v Afriki, tako da mi sami smo zdaj čisti. Ampak to moramo preprečiti in v bistvu, da samo smeti prenesemo nekam drugam, da onesnažujemo in tam povzročamo probleme, s tem nismo rešili problema. Torej, če povzamemo, v bistvu EU taksonomija je pa recimo lahko eno tako ogledalo, da podjetje sebe in svoje dobavitelje pogleda in naredi tudi še kakšen korak naprej v trajnost. Zdaj pa bi šla jaz kar na eno konkretno vprašanje. Zadali smo si, da pogledamo po sektorjih in vprašanje našega gledalca je, kaj lahko gospodarstveniki danes naredijo,
izhajajo iz avtomobilskega sektorja. Mogoče Ladeja najprej. Avtomobilski sektor smo videli, kako hitro je postal zelo prizadet. V zadnjem mesecu, če imam pravi podatek, se je prodaja avtomobilov zmanjšala, mislim, da za 95% v Evropi. Se pravi, samo 5% avtomobilov tistih, ki so bili mišljeni, da bodo prodani, so bili prodani. To smo zdaj samo na prodajni strani, ne. Vemo, da Slovenija je dobavitelj, včasih celo dobavitelj dobavitelju. In zdaj, eno je, kaj lahko naredimo v Sloveniji, drugo je, kako se bo celotna industrija transformirala. Tako da za ta večji del se mi zdi eno stvar dobro razumeti, da ko govorimo o avtomobilski industriji, in to smo poudarjali že prej, skozi se vračamo, da smo marsikaj že govorili, pa mogoče nismo ozavestili, avtomobilska industrija je del mobilnostne industrije, oziroma mobilnosti kot koncepta. Zato kot taka je bila že prej opozorjena, vključujte se v to, kako se bo mobilnost spreminjala in ponujajte rešitve. Zdaj pa, da ne bomo pametovali, kam iti, pojmo zdaj konkretno, kaj zdaj. Kaj naj danes naredi nekdo v Sloveniji, ki je dobavitelj dobavitelju za recimo nemško podjetje? Zdaj, na svet, seveda nimam magične palčke, ampak kot se pogovarjamo na ravni Evrope s tem, kaj je tisto prvo, kar dati en napotek podjetju, kje začeti. Najprej pogledati svoje kompetence. Kaj so ključne kompetence, kaj so recimo v konkretni neki industriji tudi morda seveda naprave, ves aparat, ki ga imamo za to proizvodnjo, znanja, ki jih imamo, in kako lahko znotraj te verige vrednosti najdemo morda znotraj obstoječe nove povezave ali pa najti nove partnerje, s katerimi bomo to kompetenco in te kapacitete, ki jih imamo, lahko uporabili za izdelovanje nečesa drugega. Tle smo imeli primere tega, kako so se vključevali v izdelavo recimo respiratorjev, ali kako recimo so začeli namesto izdelovati nove dele, obnavljati obstoječe dele, prav v avtomobilski industriji. Spet, če gremo nazaj k krožnemu, trend bo šel v avtomobilizmu tudi. Eno je električni avtomobili, če smo pri avtomobilih in celoten spektr tukaj. Bloomberg je imel nedavno članek ravno o tej spodbudi električnim vozilom. Drugo je, kako vidimo, koliko je kolesarjenja več, ampak pustimo to, se pravi, ta cela mobilnost se spreminja, ampak za proizvajalca, recimo za tega dobavitelja, pa dejansko pogledati, kako lahko njegov model postane bolj krožen. Se pravi, kako lahko dela prihranke pri energiji, pri materialu in se res vključuje v to, da ljudi, ki ima zaposlene, kompetence, ki jih ima, da v nekaj, kar pa je zdaj potrebno. In ta prenova, obnova, vzdrževanje, to je definitivno sektor, ki bo rastel, v katerega bojo šla tudi sredstva. In vzporedno gresta dve stvari. Eno je digitalizacija in tukaj se vedno bojimo, delovna mesta nam odnaša, drugo je pa manualizacija. Vedno več, ravno zaradi stvari, ki smo jih omenili, prenavljanja, obnavljanja, dodelovanja, je spet ročnih spretnosti. In morda, tukaj se pogovarjamo recimo na Balkanu z ostalimi državami, Srbija, Črna Gora in tako naprej, je veliko teh ročnih spretnosti, ki morda niso bile cenjene, pa zdaj prihajajo do izraza in spet v paketu krožnega gospodarstva je en od predlogov ta, da bi bilo to vrstno delo, manualno delo, neobdavčeno. Zato, ker s tem prispevamo k tem, da se vrednost obstoječih stvari ohranja. Tako da jaz mislim, da je dobro imeti tak prvi nasvet bi bil en res viharjenje možganov izven obstoječe škatle pogledati, dati na mizo kocke, ki jih v podjetju imajo in pogledati, kako se jih lahko sestavi na novo. Tako da, ja, to bi bilo eno priporočilo. Sestavljanje kocke na novo. Pa če ostanemo še malo pri industrijah, zdaj v zadnjih dneh smo ogromno poslušali o turizmu, ki ga izpostavljamo kot ta zeleni in trajnostni potencial Slovenije. Zdaj se turizem bije boj za preživetje, kako v tem ostati trajnosten, kje so tukaj naši potenciali, seveda je prednost ta, da se gremo bolj butični turizem, ne množični, kako vidve gledata na ta še vedno potencial trajnostnega turizma. Ana, mogoče vi in potem, mogoče ti in potem Ladeja. Ja, turistični sektor je res eden najbolj prizadetih, ki je za seboj
potegnil kar verigo enih delovnih mest, ki so se ustavila, raznih kreativnih sektorjev, drugih ponudnikov, ki so potem bili v tej verigi. Kar je bilo zanimivo se pogovarjati z enim direktorjem slovenskega večjega hotela, znašli so se tudi pred stroški stavb, ki jih imajo, ne. Torej, poraba energije je bila ohranjena, računi so prihajali, voda, elektrika, vzdrževanje. No in tukaj so videli recimo en velik potencial, da morajo razmišljati o različnih vidikih tega, če se bo še kaj zgodilo, kako postati bolj samooskrben, vzdržen, kje zmanjšati stroške. Tako da tu govorimo potem o tem medsektorskem povezovanju, ker turizem se ni ustavil samo zaradi turizma, ampak ker se je ustavila mobilnost, ker so se druge stvari ustavile. Torej, ne moramo oživeti samo turizma, če drugje ne ponudimo tudi v drugih sektorjih rešitev. Hvala za poudarek na tej soodvisnosti. Ladeja, mogoče še ti? Ja, pri turizmu smo imeli tudi razprave, ravno tudi STO je bil v veliki zagati, kaj narediti, kar en vakuum se je zgodil nenadoma. In kaj zdaj tisti dve besedi, ki sta ključni za turizem in Slovenija jih je posvojila, kolikor vem, zeleno, varno. Varno v smislu, prej je bilo bolj varno v smislu tega, da nimamo terorizma in drugih napadov, zdaj pa je varno tudi zdravstveno varno. Se pravi, ta sistemskost, ta vsa odvisnost, ki jo Ana omenila, kako delovati, da bomo to varnost, to zdravje zagotovili, to je en vidik, ki je zelo pomemben, drugi je pa te multiplikativni učinki, ki jih turizem ima in jih je imel in jih bo imel. In tukaj opirati se na to, kar je tudi en trend zdaj prišel, na lokalno, to razmerje lokalno, globalno in za slovenski turizem narediti kapacitete v smeri, da zdaj bomo tudi te voucherje dobili tako imenovane, da smo tudi tisti, ki smo državljani ali pa meščani dejansko uporabniki teh storitev. Potem je prvi krog so države, ki so sosedske, to se tudi pri drugih dejavnostih izkazuje, kako pomembni so ti medsosedski odnosi in zanašanje na to in da tukaj ta izmenjava poteka. Potem pa ta vidik, če ta krog razširimo, tretji, ki ga je tudi Ana omenila, je pa kako ta turizem pretransformirati in kje lahko ustvarjamo prihranke. In tukaj, ko govorimo spet o infrastrukturi, o vlaganju, veliko tega govora, spet graditi in tako, naprimer Nizozemska, bom dala za primer Amsterdam, je zdaj ponotranjila tole donut economy model. Se pravi, cel recovery, celotno obnavljanje gre v smeri zelenega, vsa javna naročanja so zelena, trajnostna, krožna in to enako velja za turizem. Karkoli razmišljaš, kako objekt, ne nov objekt zgraditi, obstoječ ga ustrezno preurediti ali pa vključiti lokalne ponudnike. Vse to, kar smo prej zelo spodbujali in govorili butično, lokalno, je zdaj res priložnost. In mislim, da se v tej smeri tudi zdaj ta, kako bi rekli, to okrevanje godi v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da bomo, zaupam, da bomo dobro prišli skozi to krizo. Pozitivno. In če pa gremo še malo na Evropo nazaj, Jureta zanima, je Green Deal tisto, kar bo Evropo naredilo konkurenčno? Pogovarjali smo se prej tudi o tej primerjavi z ostalimi velesilami. Mogoče se na videz zdi, kot da ZDA pa Kitajska, Indija ne vlagajo toliko v zeleno okrevanje, ampak na nivoju v ZDA, na nivoju mest, na nivoju podjetij se marsikaj dogaja. Vseeno vizija je ta trajnostna zelena. Kako vidve gledata na to konkurenčnost Evrope v svetu z Green Dealom? Ana, bi najprej tebe prosila. Jaz bi rekla, da ta dokument nam res postavlja strategijo za naprej in da se lahko opiramo na njega. Vprašanje je, kako močne ambicije posameznih držav so tukaj. Izjemno dobra poteza je bila, da čeprav se v Evropi zdaj čuti določena razhajanja in
je včasih tudi Evropa pod vprašanjem, a bo obstala takšna, kot je Anglija išla ven. V bistvu moramo držati skupaj. No. Te podnebne spremembe se ne končajo na meji ene države, tako kot se COVID ni končal na eni meji države in je šel čez. In tukaj je pomembno povezovanje in to, da sta Merklova in Macron podpisala, da to podpirata zeleno okrevanje, je res en dober dokaz, da se dajo, da nasprotniki lahko stopijo skupaj. Tudi konkurentje lahko stopijo skupaj. In tukaj gledamo, da v Sloveniji nas je 2 milijona. Po eni strani smo prekrasna država, potencial imamo z naravnimi viri, z znanjem, z pridnostjo, z dobrimi podjetji in 2 milijona bi lahko skupaj delovali, se opirali na vse te dokumente, ki so dobro pripravljeni, jih nadgradili in bi našli svojo zeleno nit, ki bi jo, tako kot smo uspeli biti močni na področju turizma, da smo močni tudi v bistvu na zelenih tehnologijah, ki so v verigi vrednosti, in jaz sem prepričana, da Slovenija ima potencial, moramo pa začeti malo drugače sodelovati in se povezovati in učinkovati. Glede, zatem imam pa vprašanje gledalca, in sicer, ki se s tabo strinja po vrednotah in temu, da je na ta način treba razmišljati, ampak koliko časa bo potrebno, da se Slovenija prestrukturira v trajnostno in zeleno? Ja, nimamo te magične krogle, tako da reči, koliko časa bo potrebno, bi bilo pretenciozno, bi pa rekla, da se to dogaja in da morda je kdaj celo premalo vidno, zato ker dva pristopa imamo, en je od spodaj navzgor, drugi je od zgoraj navzdol. In ta spodaj navzgor, eno je, kaj se dogaja na ravni lokalnih skupnosti. Če pogledamo tudi zdaj posamezne občine, kako so v tem času uvedle določene zelene prakse, kako so skupnosti zaživele, koliko se je naredilo na lokalni samooskrbi s hrano in tako naprej. To so tiste male stvari, ki v seštevku dajo kar en močan impuls. Drugo, že prej omenjeno podjetja. Eno od mladih, bom dala konkreten primer, kaj je tisti mindset, kaj je tista miselnost, ki daje zaupanje, da se bomo premaknili. Eno slovensko mednarodno delujoče podjetje je v tem času razmišljalo, kje je naslednja niša za nas, in so zdaj razvijajo in bojo predstavili detergente za gospodinjstvo, naprimer, da imaš samo koncentrat, ki ga daješ v določeno stekleničko in zmešaš z vodo in tako naprej. Se pravi, ne obstata, čeprav so eno drugo osnovno dejavnost, ampak so razvili to. Se pravi, mala podjetja so zelo agilna, start-upi, ta generacija zdaj prihajajoča. Potem naslednja raven so izvozniki naši. Tudi med velikimi podjetji so tista, ki so že zelo trajnostna, krožna in zato dobivajo tudi mednarodne tenderje, pa mogoče sploh ne vemo dovolj o njih. Tako da iz te strani, jaz mislim, da je že zelo veliko, pa premalo prepoznanega ali pa tudi povezanega v nek večji sistem. Drugo je pa Slovenija kot taka je zdaj pristopila k programu Deep Demonstration Project Climate Kick, kjer so se resorji povezali in naj bi bili mi zdaj model Slovenija, države, ki bo prišla v nizkoogljično družbo, in jaz verjamem, da bo ta projekt uspel in bomo res skozi to tudi en pionir na tem, kako se bo izobraževalni sistem v to vključil, kako se bo gospodarsko ta preobrazba godila. Imeli smo pa že tudi nazaj, kaže pot za krožno gospodarstvo, in tudi to je dalo določene impulze za to povezovanje. Tako da, če sklenem, jaz mislim, da Slovenija, predvsem ko nas gleda tujina, jaz sem več fizično bila tudi zunaj zadnje čase kot tukaj, smo nekako svetilnika, čeprav se nam zdi, da je vse narobe, ampak ko pogledamo, smo že percipirani kot država, ki ta potencial, ne samo potencial, ampak prakso ima, in mislim, da zdaj s predsedovanjem Evropski uniji bomo to lahko odlično tudi pokazali, ker krožno gospodarstvo, digitalizacija, to sta dve temi, ki sta bili izpostavljeni kot fokus, in pravim, verjamem, da bomo znali ne samo govoriti, ampak to, kar sem prej omenila, tudi pokazati kot, poglejte, to pa tukaj že živi. Dana, ti si omenila, da vidiš tudi predsedovanje Evropski uniji kot eno priložnost za Slovenijo, da pač se pokaže, kaj znajo na nivoju trajnosti, pa te prosim, da tukaj še malo dodaš.
Slovenija prevzema čez leto pa pol oziroma čez dobro leto predsedovanje in nekako od zgoraj navzdol še ne vemo, še čakamo, ali so te smernice že narejene, vlada se je zamenjala. Tako da mi si res želimo sodelovati pri pripravi tega z različnimi organizacijami, ki so tukaj močne in je treba res različne vidike povezati, ker v času predsedovanja bo dobro, da bomo res dobro pripravljeni, da bomo pokazali, da smo ta zeleni svetilnik in da takrat se nam ne bojo zgodili določeni nepovezovalni efekti, ki bojo kazali na naše negativne plati, ampak predvsem na naše zelene in napredne cilje, ki jih imamo nastavljene. Tukaj bi samo še to dodala, da mi smo v bistvu en mesec nazaj dali ven pobudo za zeleno okrevanje, ki je odgovor na to, da si podjetja želijo te transformacije, da so pripravljena, da rabijo podporo od zgoraj navzdol in da sama že delajo marsikaj, kar gre v to smer. In v enem mesecu samo s parimi objavami je več kot 100 organizacij pristopilo k tej pobudi, podale so konkretne predloge in splošne sistemske, ki smo jih naslovili prejšnji teden na vlado in na njih bomo sedaj konkretno v Centru energetsko učinkovitih rešitev po sektorjih delali in razvijali te rešitve in probali najti dialog, da bo na koncu končni uporabnik tako gospodarske družbe, druge organizacije kot končni kupec prišel do boljših rešitev in da bomo imeli lepši prostor za vse. Hvala, s tem ste odgovorili tudi gledalcu, ki ga je zanimalo, kaj v Centru energetsko učinkovitih rešitev konkretno delate za bolj zeleno Slovenijo. Še na eno temo se bom navezala in sicer na zelena delovna mesta. Kje vidite tukaj priložnosti v sklopu tega okrevanja? Zdajle trenutno je sama brezposelnost narašča in tako, ampak kje so pa potenciali za zelena delovna mesta? Torej vse organizacije, torej mi pod zelene tehnologije, zeleno gospodarstvo smatramo vse storitve, produkte in procese v vseh sektorjih, ki zmanjšujejo porabo energije, so bolj energetsko učinkoviti, zmanjšujejo kakršnekoli emisije in odpadke in bolj vzdržno uporabljajo vire. Torej, vsak sebe, katerakoli storitev je to, lahko sebe pogleda tudi skozi ta vidik. In tukaj bi podjetja lahko, ko konec leta delajo strateške plane za naprej, bi bilo dobro, da te vidike vključijo v svojo strategijo za naslednje leto. In naš apel državi je, da delovna mesta, torej podjetja, ki imajo zelena delovna mesta, torej ki imajo take produkte in storitve, bi mogla biti deležna večjih podpor, večjih spodbud ali olajšav. In s tem bi vsi imeli, ne preprečuje se drugih delovnih mest, se jih ne sankcionira, oziroma slej ko prej pri onesnaževanju imamo lahko tudi sankcije, ampak predvsem vsi morajo imeti možnost te pristopa do podpore, če grejo v zeleno. Ladera, kje pa ti vidiš največ nekih zelenih delovnih mest? Mogoče še en kontekst tukaj, to, kar je Ana rekla, sistem obdavčevanja. Veliko smo se pogovarjali že pred krizo o tem, kam grejo vlaganja v Evropi oziroma kaj je največji strošek. In ravno zaradi tega, ker se recimo pri avtomobilski industriji, če vzamemo za primer, v zadnjih letih povečuje strošek za nabavo materiala, za energente, se znižuje strošek za delovno silo, pomeni plače se nižajo. In ta debata je bila zelo močna v tem, da krožno gospodarstvo omogoča prihranke, ker vedno moramo bilanco gledati, prihranke na strani virov energentov in zato več lahko ostane za plačevanje delovne sile. Tako da to se mi zdi prvi premislek, ki ga imamo na ravni podjetja, na ravni države, na ravni Evrope. Ali je človeški kapital ustrezno ovrednoten, ustrezno nagrajen, ustrezno obdavčen.
In tukaj pridemo zdaj do tega, da če eksternali ne obračunavamo, se pravi, da podjetja povzročajo škodo z svojim delovanjem, ki jo plačujemo davkoplačevalci, ob tem pa se plače nižajo zaradi tega, ker nimamo dovolj denarja, ne, da bi tukaj delali. Tako da to je prvi premislek, kako nagrajevati človeški kapital. Drugi je pa ta, kaj sodi med zelene poklice. To smo imeli pa tudi razpravo, ker to, kar je Ana naštela, absolutno drži. Ampak, če mi pogledamo, kje se začne zeleno krožno, začne se pri načrtovanju, začne se pri dizajnu. In ljudje, ki so v teh dejavnostih, to so lahko ali kreativci, ali znanstveniki, inovatorji, te prispevajo pomembno k zeleni transformaciji. In vse to lahko damo v ta paket tega, kaj so zeleni poklici. Se pravi, zato se mi zdi bolj pomembno to, da gledamo, kako bomo manj obdavčevali delovno silo in bolj rečemo tiste, ki ne prispevajo k tej zeleni tranziciji in na tistem delu eksternali, ki so zdaj neobračunane. Tako da tukaj je kar nekaj rezerve in se mi zdi ta tema premalo izkoriščena tudi strani sindikatov. Ker zelena tranzicija, krožno gospodarstvo prinaša ravno to, da se vrne človeku tudi vrednost in da se ga ustrezno nagradi. Vračanje človeku in tudi iskanje oziroma priznanje tega človeškega kapitala. Hvala za ta poudarek. Vprašanje za Ano ima Gregor, in sicer kakšen je bil odziv vlade na to pobudo za zeleno okrevanje? V bistvu ga še čakamo. Ampak nadaljujemo, pripravljamo naslednje bolj razdelane vsebine. Mi se zavedamo, da zdaj je bilo treba reševati res urgentne stvari, tako glede zaposlitev, delovnih mest, čakanja in da seveda vsega naenkrat vlada ne more sprejeti. Nas veseli, da ta teden so prišle ven objave, da bo država povečala investicije. Slišali smo tudi, da se bojo določene spodbude na ukrepih, ki so dosegali te cilje, pa zmanjšale. Veliko se bo dogajalo v prihodnosti in zato res vabimo različne deležnike k sodelovanju, ki v pripravi konkretnih pobud. In tako kot je Ladeja omenila, mi moramo čist druge načine metodologij začeti uporabljati, ne teh klasičnih. Mi moramo pogledati neke druge vzvode, kako priti do teh rešitev. In recimo seveda potrebna bojo velika sredstva, ampak mi lahko jih spodbudimo tudi s tem, da recimo podjetjem, ki bojo šla v zeleno krožno, imajo samo olajšave pri dobičku na koncu leta ali pa da se začasno poveča gradnjo energetsko učinkovitih stavb ali pa prenove, ki nam omogoča zmanjšanje porabe energije pa prihranke, da zmanjšamo na tem področju obdavčitev za nekaj let. Ali pa da zmanjšamo davek pri nepremičninah. S tem v bistvu ne rabimo dodatne količine denarja, ampak jo spodbudimo na drug način. Tako da tukaj bi mogli slediti skandinavskim državam, ki imajo te zelene proračunske reforme precej dobro nastavljeno. Seveda niso vse rešljive, ampak dobri primeri so in lahko se po njih zgledujemo. Torej vlagati v energetsko učinkovitost in mogoče res ni toliko pomembno neki novi viri financiranja, ampak vseeno, kje pa v tem času, zdaj, ko bomo govorili veliko o zelenih investicijah in spodbudah tudi finančnih za zelene, trajnostne rešitve, kje lahko recimo slovenska podjetja počrpajo največ teh sredstev? Kje bodo lahko črpala sredstva? Ladeja, mogoče ti. Ja, zdaj sredstva prihajajo, omenila bi stvari, ki so bile že mogoče inštrumenti prej, naprimer LIFE projekti, Horizon, se pravi Horizont 2020. Tukaj je Slovenija zaostajala v smislu, da nismo bili sposobni dovolj, se smo počrpali nekaj sredstev, ampak dovolj kompleksnih in sistemskih projektov sestav. In to je neka naša rak rana. Ne? In zdaj tukaj ta sredstva, ki prihajajo za zeleno okrevanje, enako. Ne? Zelo smo apelirali, zdaj imam tak klobuk
klobuk evropske platforme, na to, da sredstva, ki pridejo, da so enostavno dostopna tudi malim podjetjem. Dostikrat se namreč zgodi, da moraš imeti tako močan administrativni aparat, da te mine, da bi pristopil, a ne? In zato, kaj konkretno SME lahko dobivajo, kaj konkretno mala podjetja. In zdaj prihajajo to vrstni razpisi, tudi zdaj sem ravno zasledila, ne vem kdo, mislim, če sledite, tudi na Ministrstvu za gospodarstvo so objave to vrstnih verov financiranja, tako da to absolutno ta denar prihaja in tudi banke kot take, ne, zdaj, ko dajo kredite, drugače vrednotijo poslovne modele in priložnosti. Tako da mislim, da je odvisno od velikosti, ali gre za malo podjetje, ali gre za eno korporacijo, katerega od teh verov bo uporabila. Apelirala bi pa tudi na spet pozicijo Slovenije v regiji, tako imenovani Zahodni Balkan, ki se nekako mi morda premalo na to zanašamo ali pa opiramo. Jaz zdaj sodelujem z Srbijo, Črno goro, ki grejo zelo v smeri krožnega gospodarstva in njihova podjetja iščejo partnerstva. Tako da mislim, da tudi ta zavezništva na ravni regije so ena velika priložnost za slovenska podjetja. Da ni treba, da se obračamo samo na zahod, vsekakor pozitivno, ampak da lahko tudi tukaj regionalno izkoristimo te priložnosti in finančna sredstva, ki so pa na voljo ravno zato, da se ta regija stabilizira. Enostavno dostopno za podjetnike in torej navezava na regijo. Ana, kje ti vidiš sredstva, ki bodo na voljo za slovenska podjetja za trajnostno okrevanje? Tako kot je Ladeja rekla, v bistvu obstajajo ti razni številni evropski razpisi, ki so ki jih ni lahko dobiti, ne? In so zelo močne skupine, ki jih pripravljajo, ampak Slovenci jih premalokrat ali smo premalo močni, pogledali smo že zakaj nismo vodilni pri teh razpisih. Jih imamo ene par zelo uspešnih projektov, tako da v bistvu so bile informacije, da naslednji teden, ko bo prišel ven ta Green Recovery Plan, so prav določena področja, kjer bojo povečane investicije, tako da to je treba slediti. Tudi nov sklop za Horizon, mislim, da je Europe, je predviden. Stvari se bojo še spreminjale, ker se na ravni Evropske unije v kabinetu Timmermansa, ki je odgovoren za zeleni dogovor, precej odvija in prosijo tudi za feedback strani držav. Mislim, da Slovenija zelo malokrat posreduje tja svoje ideje, kako še prilagoditi te razpise. Te možnosti imamo tudi ljudi tam na določenih pozicijah, kjer preko njih lahko povemo, nakažemo smer, v čem smo dobri. Drugo je pa potem kanal od kohezijskih sredstev, ki so preko naše države, se jih deli in tam podjetja lažje pristopajo do tovrstnih spodbud. Spremljali bomo torej Green Recovery načrt in kje bo ta prinašal več sredstev. Čas nas že priganja, zato bomo zaključili z enim vprašanjem, kje vidita kratkoročno pa dolgoročno dva naslednja koraka za trajnost, za krožno gospodarstvo, ki jih moramo narediti na nivoju ali podjetja ali pa družbe. Ladeja, tebe bi prosila najprej. Ja, tam, ker sem začela, bom tudi zaokrožila. Cilji trajnostnega razvoja številka 12 pravi odgovorna proizvodnja in potrošnja. To se mi zdi eno pravilo, ki smo se ga zdaj nekako oprijeli, da razmislimo, kaj delamo, zakaj delamo, za koliko delamo in tudi potem, kaj kupujemo in kako to uporabljamo. To je na ravni posameznika, podjetja ali pa države. Tako da obvladovati to proizvodnjo in potrošnjo na način, da je trajnosten. Druga zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je področje hrane. Veliko se dogaja tukaj, zdaj tudi je bil sprejet ravno včeraj ta bio-based načrt za Evropo, se pravi, kako se samooskrbno pozicionirati, to je spet za posameznika, lokalno skupnost, državo in Evropo. Tako da to je nekaj, kar lahko delamo kratkoročno in srednjeročno, sicer pa na dolgi rok sporočilo tudi Sloveniji imeti usklajene medresorske politike.
Brez usklajenosti med resorji se ne moremo konkurenčno kot država premikati naprej in je vseeno, a je ta smer bolj ali manj zelena, ampak premik, mislim, noben premik ni možen, zelen pa toliko manj, če ni medresorsko usklajen. Tako da bi dala ta apel za to medresorsko uskladitev in vključevanje vseh deležnikov, ki imajo znanja, kompetence, vedenje za to, da skupaj to deželo, kot je rekla Ana, 2 milijona ljudi naredimo kot deželo, v kateri dobro živimo in lahko ustvarjamo. Ana, in še tvoj poudarek, en kratkoročni pa dolgoročni korak. Jaz mislim, da mora najprej vsak od nas poosebiti v svoj DNK to trajnost. Pri katerikoli aktivnosti jo počnemo. Ni lahko, ne bo jutri vse drugače, ampak na koncu leta so lahko vidni koraki. In če bo vsak od nas naredil pri sebi spremembe, jih bo lahko uvajal tudi v svojih organizacijah in dejansko ta zeleni virus se more širiti pozitivno med nami in nas pripeljati do lepše prihodnosti. Tako da na koncu ne sme biti to, da posamezniki rečemo, jaz v to verjamem, ampak moja organizacija, pa moji lastniki, pa moji direktorji pa imajo drugačne pričakovanja. V bistvu je treba res tudi vodstveni kadri, govorimo o novih kompetencah, o novih ciljih, da si na koncu tega leta, ko bomo delali nove plane za naprej, bomo vso to znanje, ki smo ga zdaj dobili s tem pospeškom te krize, implementirali in da bomo drugo leto, tudi ko bomo predsedovali Evropski uniji, res drugačni, boljši in imeli lepšo prihodnost. Ja, naj bo ta kriza en tak pospešek za naprej v trajnost. Ladeja in Ana, hvala, ker ste bili z nami. Hvala. Ladejo bi samo še povedali, da nadaljujemo s temi aktivnostmi pod okriljem te kampanje Zeleno okrevanje z programi ozaveščanja, transformacije. Na naši spletni strani med novicami je že objavljeno, da v bistvu začenjamo z izobraževalnimi moduli za partnerji iz tujine in ti programi se bodo nadaljevali tudi v prihodnosti, tako da vabljeni k širjenju svojega znanja in implementacije trajnostnih vidikov v svoje delovanje v prihodnosti. Tako da lepo vabljeni. Jaz pa tudi dodajam, da Circular Change ostaja najboljša vstopna točka za krožno potovanje z sodelovanjem, kakršno poteka s CER-om in z drugimi organizacijami. Mislim, da dokazujemo, da imamo orodja, da imamo eksperte, da imamo dostop do znanj, dobrih praks in če se povežemo in ugotovimo, da če skupaj delamo, imamo vsi več in nihče od nas manj, nam bo naprej dobro šlo. Hvala za to povabilo k sodelovanju. Tudi mene veseli, da v MČM-u vse smo vključeni in povezani z obema vajnima organizacijama in z vama skozi MČM delovno skupino za trajnost. Ja, s tem povabilom končamo. MČM Coffee to Connect bo na sporedu spet naslednji petek. Hvala tudi našim patron članom, ki nas podpirajo. Hvala. Zelen petek naprej. Adijo.